19. julija leta 1989 je predsedstvo takratne SFRJ sprejelo smernice za izredne razmere, v katerih te smernice so bile objavljene v tajnem uradnem listu, nikoli javno, do osamosvojitve. In teh smernicah so imeli naravo obveznega akta, koliko bile razglašene izredne razmere. So bili predvideni nekateri ukrepi, vključno z taborišči in represijo, kakršne je oblast uporabljala takoj po drugi svetovni vojni. Vendar pa so bili to zadnji takšni koraki. Odpor se je krepil. V Sloveniji je takrat cvetela slovenska pomlad. Odpor se je krepil tudi znotraj sistema, še posebej pa na njegovih obrobjih. In grožnja, da bo kršenje človekovih pravic ostalo kot eno od norm za uravnavanje družbe, v kateri smo takrat živeli, je dokončno prenehala z slovensko osamosvojitvijo leta 1991. Seveda pa s tem, ko se je Slovenija osamosvojila, ko je svojo ustavo, svojo moderno in novo ustavo zapisala človekove pravice kot enega temeljnih standardov za medsebojno uravnavanje življenja v slovenski družbi, v samostojni slovenski državi, da človekove pravice niti niso nehale obstajati, niti se nevarnost za njihovo kršenje s tem ni povsem izničila. Tudi danes veliko naših sodržavljank in sodržavljanov ne pride do svoje pravice v realnem času. Govorimo o tako imenovanih sodnih zaostankih. Do kršitev človekovih pravic prihaja tudi povsod tam, kjer je na delu socialna izključenost, revščina, neenake izhodišne možnosti. Deloma lahko za odpravo teh problemov poskrbi država, v celoti pa tega država ne more. To je naloga vseh nas. Samo z neko splošno človeško solidarnostjo lahko tovrstne kršitve človekovih pravic zmanjšamo na minimum. Ko se je v zadnjih letih govorilo o človekovih pravicah, se je večinoma omenjalo dve kategoriji, Rome in izbrisane. V obeh primerih obstajajo primeri kršenja človekovih pravic. Vendar je tukaj potrebno biti pošten. Slovenija ob svoji osamosvojitvi ni nikomor odrekla državljanstva, niti ni nikomor odrekla možnosti, da si uredi kakršenkoli drug status v nastajajoči slovenski državi. In pa slovenska država dolžna za nazaj podeljevati državljanstvo tistim, ki tega niso sami želeli. In tukaj je potrebno ločiti, kaj je to kršenje človekovih pravic in kaj je možnost, ki jo ima nekdo, da jo izkoristi, vendar tega ne stori. Ta vlada je predlagala državnemu zboru v obravnavo in sprejem ustavni zakon, ki se tega problema loteva tako, da je možna individualna presoja. Ko gre za pravice Romov v Sloveniji, so te pravice ustavna kategorija. Ustava, o kateri sem prej govoril, je določila, in to ustavo smo sprejeli že leta 1991, da je za zaščito teh pravic in za ureditev položaja romske skupnosti v Sloveniji potrebno sprejeti poseben zakon. In ta zakon daje dobro podlago za to, da se pravice romske skupnosti v Sloveniji rešujejo oziroma izvajajo, uveljavljajo na tak način, da ne prihaja do konfliktov in da to omogoča ohranjanje njihove kulturne samobitnosti. Človekove pravice danes ali pa spoštovanje človekovih pravic danes je tudi vse tisto,
kar smo ali pa kar bi morali storiti za to, da se popravijo določene krivice iz preteklosti. Tudi tukaj imamo zaostanke. Ne tako dolgo nazaj je posebna vladna komisija v arhivih Slovenske obveščevalno-varnostne agencije našla veliko dokumentov, ki tam ne bi smeli biti, ki bi morali biti v arhivu Slovenije. Zato in končno, mislim, da se ravno danes izteka rok, ki ga je določilo Ustavno sodišče, po katerem bi morali popraviti zakon o žrtvah vojnega nasilja. Žal tega zakona ni možno sprejeti zaradi ideoloških blokad, zaradi tega, ker se vsaka razprava o tem spreminja v kulturni boj in ker se v slovenski javni prostor takoj, ko želi nekdo tukaj storiti, v naše razprave, ki nima nikakršne zveze z samo tematiko. V zadnjih letih smo tudi v Sloveniji doživeli nekaj resnih opozoril v tem smislu, da smo preveč zaprti vase, da ne znamo pogledati po svetu, da ne vidimo, kako je drugod in da se zaradi tega tudi premalo vključujemo v akcije mednarodne razvojne pomoči ali svetovne solidarnosti. Deloma je temu res tako in če je treba kaj priznati predsedniku države, ki se mu mandat izteka, potem je treba priznati to, da je opozoril na to dejstvo. Njegov prispevek v tej smeri je dragocen. Slovenija bo v prihodnje povečala razvojno pomoč najrevnejšim državam v okvirih, ki jih pač smo. Ta današnji večer je večer iskanja izgubljenega spomina o posameznikih, o celih družinah, o 10 000, o generacijah, ki so na tem našem prostoru v drugi polovici 20. stoletja zelo trpeli. Vsem, ki ste še živi in me slišite, izrekam opravičilo in priznanje. Želel bi si, da za temi besedami stoji sleherni državljan in državljanka te države. Bilo je krivično, kar sem vam storil, imeli ste prav. Tisti, ki so vas sodili in preganjali, pa so ravnali narobe. Spoštovani, ne vem, ali je mogoče, da se koga to silno trpljenje, s katerim je bila soočena Slovenija in velik del slovenskega naroda, v drugi polovici prejšnjega stoletja ne dotakne. Vem pa, da bo družba, ki tudi v kulturnem smislu in ne samo v ustavi, ne bo sposobna opredeliti standardov človekovih pravic, tako za včeraj, kot za danes in za jutri, vedno imela probleme sama s seboj. Ali če hočete bolj konkretno. Ni mogoče hkrati malikovati ikon in spomenikov nekaterih herojev, ki so neposredno odgovorni za drastično kršenje človekovih pravic, obenem pa pričakovati od mladih generacij, da bodo sprejemale in spoštovale človekove pravice tudi kot del osebne drže in splošne kulture. Tudi zato je današnji večer pomemben. Hvala, da ga delite tukaj z mano. Sedaj živečim in tudi novim generacijam je potrebno vračati ta izgubljeni spomin. To je naša dolžnost. Drugače te generacije izpostavljamo nevarnosti, da bodo slej ko prej žrtve ponovljene zgodovine. Hvala lepa.